In sedaj k besedi vabim našega naslednjega govornika, nekdanjega predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, gospoda Franceca Cukjatija. Slovenija, ti naša lepa dežela, kaj je s teboj? Nam je res nekdo ukradel državo in izropal bančni sistem? Je pravica res postala nedosegljiva? So nas hujskači dokončno zastrupili in smo drug drugemu že postali sovrak? Se bodo po ulicah še kar naprej stopnjevali pozivi k linču in celo ubijanju? Bo sovraštvo dokončno pokopalo naše sanje o skupni prijazni domovini? Ne. Odločno ne. Saj smo zato se zbrali, ker dobro v srcu mislimo. S stanjem v državi nismo zadovoljni, a Slovenija premore tudi dobre politike, dobre sodnike, dobre bančnike, dobre učitelje, dobre zdravnike in tako dalje. Le poiskati in podpreti jih je treba. Zato zavračamo metodo slepega pouličnega linča. Nosilcem javnih funkcij pa sporočamo, da smo jim zaupali vodilna mesta ne zato, da nam vladajo, ampak zato, da nam služijo, da nam torej pomagajo živeti normalno, prijazno človeško življenje. Od politikov, ki smo jih izvolili na svobodnih in demokratičnih volitvah, zahtevamo, da vztrajajo pri izpolnjevanju tistega programa in tistih obljub, zaradi katerih smo jim dali naše glasove. Od sodstva in drugih državnih institucij zahtevamo, da vzpostavijo pravno državo, v kateri bo pravica zavarovana, zmaga resnice pa zagotovljena. Naj se nikoli več ne zgodi, da bi katera od državnih institucij postala orodje zakulisnih centrov moči in bi surovo kršila osnovno človekovo pravico, pravico do zagovora in pritožbe. Smo v času, v katerem postaja vse bolj jasno, kako si je tranzicijsko koruptivno omrežje polastilo države. In če nekdo zlorabi celo državni protikorupcijski institut za diskreditacijo in likvidacijo tistega politika, ki prav temu omrežju pomeni glavno oviro nadaljnjega ropanja države, potem je čas, da tej likvidaciji rečemo odločni ne. Ne sejavcem laži in polresnic. Ne načrtovalcem afer in slepega linča. Vse, ki smo zbrani na Kongresnem trgu in vse, ki bodo morda prišli kasneje, pa dobro v srcu mislijo, vabim ne le k ohranitvi političnega poguma, ampak tudi k spoštovanju pravičnosti, brez katere ni normalne in prijazne družbe. Če smo že pozabili prastaro načelo, kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen,
ohranimo vsaj sodobno, ustavno načelo, dokler mu krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo, velja za nedolžnega. Dragi vsi, ki dobro v srcu mislite, so načela, brez katerih ni možno normalno življenje v človeški družbi in brez katerih tudi narod ne more stati in obstati.